Razvojni projekt slovenske avtomobilske industrije Gremo, ki je usmerjen v zeleno in digitalno preobrazbo, po enem letu že kaže rezultate. V zahtevnih geostrateških okoliščinah slovenska podjetja iščejo svoje priložnosti tudi z razvojem motorjev z notranjim zgorevanjem, ki delujejo na zeleni vodik. Vlada se je zavezala, da bo temu projektu v 5 letih namenila 200 milijonov evrov za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti. A kot vse kaže, se pri odobravanju denarja za projekte zapleta zaradi administrativnih ovir. Do zdaj so prejeli 10 milijonov evrov. Pred slabim letom se je slovenska avtomobilska industrija povezala z raziskovalno sfero in z 200 milijonsko podporo države zagnala misijo Gremo. Od sredstev, o katerih smo se pogovarjali, imamo zdaj nekako v rokah 10 milijonov evrov. Porabo zavira počasna in okorna državna birokracija. Višji stroški dela, surovin in energije pa so upočasnili celoten projekt. Nam v letu 2023 ni uspel poboljšati dodane vrednosti. Nažalost smo padli nazaj na povprečno 56 tisoč. Ključne pa so težave motorja evropskega gospodarstva, Nemčije, na katero je naša avtomobilska industrija tradicionalno vezana. A prilagajanje globalnim spremembam je sam namen misije Gremo. Mi smo že več let nazaj govorili o perfect stormu, o tej tranziciji, ki se bo zgodila, in o spremembah v avtomobilski industriji, ki bodo večje, kot so bile kdajkoli v 150-letni zgodovini te industrije. Namesto v Evropi pa so se teh sprememb že pred leti zavedli na čisto drugem koncu sveta. Z striktnim, konstantnim inoviranjem in investiranjem v megatrende so pač Kitajci naredili ta kvantni preskok z vidika njihove konkurenčnosti na svetovnih trgih in so postali iz sledilcev dobesedno tisti, ki narekujejo trende. Čeprav nekoliko počasneje od načrtov, se med te vodilne inovatorje prebijajo tudi naša podjetja. Ta motor da dodaten 10-sekundni boost avtomobilu in 150 kW občutek moči. Cena je konkurenčna in kvaliteti in varnosti primerna. Obe inovaciji predstavljate na nek način most med današnjimi motorji z notranjim izgorevanjem in prihodnostjo, ki bo povsem elektrificirana. Ukolikor si Evropa ne bo povrnila izgubljenega statusa, pa so globalne spremembe in novi igralci, ki jih prinašajo, za našo avtomobilsko industrijo lahko tudi nova priložnost. Dober večer, dr. Iztok Seljak, direktor Hidrije Holdinga, in sicer veljate za največjega poznavalca avtomobilskega razvoja. Avtomobilsko industrijo čakajo spremembe, kakršnih v zadnjih 150 letih ni bilo, sva slišala. Kako ste dobavitelji nanje pripravljeni? Slovenska avtomobilska dobaviteljska industrija se je že pred leti organizirala misijo Gremo v konzorcij slovenske avtomobilske industrije z 20.000 neposrednimi delovnimi mesti, posrednimi še 20.000, predvsem pa s 5 milijardami evrov letne prodaje in z vodilnimi pozicijami v motorjih z notranjim izgorevanjem, ampak zdaj postopamo tudi na električni mobilnosti prihodnosti. Stopili smo skupaj, združujemo kompetence, inoviramo na področju materialov, procesov, tehnologij in pridobivamo tržno potrditev tudi na področju zelene mobilnosti prihodnosti in na ta način računamo z rastjo iz teh 5 milijard evrov prodaje v naslednjih 5 letih na okvirno 7 milijard evrov. Pred COVID-om smo bili pa na 3 milijardah. Zdaj smo na 5 in gremo na 7 milijard evrov prodaje. Bom vprašala drugače. Premier je danes rekel, Kitajska narekuje trende. Ali tudi lahko slovenski avtomobilski grozd kaj ponudi? Tam okrog leta 2005 do 2007, ko smo bili priča tej prvi fazi električne mobilnosti, žal Evropa te priložnosti ni razumela oziroma je dojela kot grožnjo. Kitajska pa je to priložnost razumela, v njo izjemno investirala in si pridobila v teh 20 letih po naših ocenah od 5 do 7 letno prednost na električnih vozilih, predvsem s poudarkom na konkurenčnih rešitvah litij-ionskih baterij, ki predstavljajo 30 do 40% volumna in tudi cene električnih vozil. Slovenska avtomobilska industrija s svojimi rešitvami že danes sodeluje v evropskih, japonskih, korejskih proizvajalcih, postopoma tudi v kitajskih za njihov proizvodnjo, ki prihaja v Evropo. Imamo proizvodne in razvoj tudi že na Kitajskem v veliki meri, še veliko bomo imeli za to, da zajamemo del tega. Predvsem pa želimo
s to našo pobudo gremo in Slovenija kot taka že teče v pravi smeri že več 10 let, pokazati, da obstajajo alternative tudi tem kitajskim rešitvam zdaj baterijske električne mobilnosti, kjer lahko ponovno prevzamemo vodilne vloge. Ampak daj vam večkrat politično situacijo pogledati. Evropska komisija napove, da bo čez 11 let konec za prodajo dizelskih, bencinskih avtomobilov, novih seveda, a ne? Ampak ta odločitev na zadnje gre najbolj na roko Kitajcem. Absolutno, ker so si oni pač pridobili v teh 20 letih te prednosti. Kitajska je lansko leto od novih vozil prodala 30%, letos 50%, od 25 milijonov vozil na domačem trgu. V 2-3 letih bojo v celoti prešli na električno mobilnost, kar pomeni 25 milijonov vozil. Celotno ostali svet danes dela 3 milijone električnih vozil. Pomeni, usposobiti se moramo za ta segment, predvsem pa ima Evropa sigurno še konkurenčne prednosti na področju inovativne nadgradnje tehnologij motorja z notranjim izgorevanjem, prilagojenega na čisti zeleni vodik, ki se močno uveljavlja v ladjarskem pogonu, v letalih na področju vlakov, pa tudi kamionov in avtobusov bo imel konkurenčne prednosti. In jaz mislim, da imamo kompetence, da preko gorivnih celic polnjenja elektromotorjev, preko superkondenzatorjev iz ceste med vožnjo to tehnologijo uveljavimo kot konkurenčno, tudi proti baterijsko gnani električni mobilnosti. Ampak nam lahko kot dober poznavalec te industrije poveste, kaj se bo v prihodnjih 10 letih na tem trgu dogajalo? Bo dizel sploh še koga zanimal? Se bo vse fokusiralo v glavnem na električne avtomobile? Kaj bo s hibridi? So še interesantni, tudi po letu 35? Danes v Evropi od novih vozil proda že 20% popolnoma električnih in 20% hibridiziranih, in tako kot na ostalih delih sveta se bo že do leta 2030, ne šele 2035, zaradi rasti konkurenčnosti električnih vozil, ki bodo postala poceni enaka ali cenejša od klasičnih avtomobilov, zaradi izboljševanja in hitrosti polnilne infrastrukture, ki bo rasla. V naslednjih 4-5 letih bo praktično baterijsko podprta električna mobilnost popolnoma prevzela tržišče. Konkuriraj lahko samo čisti zeleni vodik z motorjem z notranjim izgorevanjem, gorivnimi celicami, ki ima 5 do 7 let zaostanka, ampak verjamem, da v Evropi lahko naredimo pomembne korake v tej smeri in jih bomo. Ampak a je rešeno tisto temeljno vprašanje? Brala sem en vaš intervju, verjetno star 2-3 leta, ste rekli, ko se vozim po Sloveniji, že grem z električnim avtomobilom, ampak ko grem na pot v Nemčijo ali pa kamorkoli drugam, grem pa še zmeraj z klasičnim. Dometi električnih vozil so trenutno nivoja 500 do 600 km, takrat, ko so o tem debatirali 2-3 leta nazaj, so bili pol tega 300. In v roku 2 do 3 let bo domet čisto električnih vozil 1000 km, hibridnih pa celo do 2000 km, in tudi ta problem bo rešen. Se upravičujem, nocoj imam očitno stare podatke, ampak nikjer nisem mogla najti bolj aktualnih. Slovenci nismo tako dobri pri nakupu električnih avtomobilov. Nekaj čez 2200 smo jih kupili pred 2 letoma. To je malo, niti 5%. Žal nismo. Bili smo tam v obdobju nekje 2015 do 2017-2018 praktično na prvi liniji uvajali hitro električno mobilnost, prve polnilne postaje. Od takrat naprej pa enostavno zastali deloma s subvencijami, deloma pa predvsem z vsemi drugimi ukrepi, ki spodbujajo električno mobilnost. Zapiranje mestnih jeder samo za dostop električnih vozil, zastonj parkirišča v ožjih mestnih jedrih, določeni cestni odseki ali pa njihovi deli po mestih, ki so namenjeni samo električnim vozilom, in podobno, ki morajo v tej fazi še spodbujati električno mobilnost, zato da bo postala konkurenčna klasični. Ampak to se bo vse zgodilo v naslednjih 2 do 3 letih, tudi v Sloveniji, neminovno. Vrniva se čisto na kratko še k tistemu izhodišču. Vlada bo pomagala, da slovenska avtomobilska industrija ne ostane zadaj. Je to dovolj, kar bo prišlo iz vlade in kar veste, da imate kadrov v Sloveniji, da se v tej branži delovna mesta ne bodo izgubljala in da bo tudi Revoz ostal? So pogoji za to? Ključen brez dvoma je skupen nastop, jasna skupna vizija, strategija in tudi njena realizacija med vlado in posledično tudi znanostjo, izobraževanjem in nas industrijo. To smo na načelni ravni dosegli. Tudi na izvedbeni deloma že s temi prvimi 10 milijoni razvojnih sredstev za
začetek za razvoj visoko učinkovitih elektromotorskih pogonov, s katerimi zdaj ustrezno vmes tudi že razpolagamo. Pomemben preskok je bila tudi potrditev izgradnje nove strojne fakultete, ki je v tem kontekstu izjemno pomembna. Seveda zdaj bomo pa, kot je vlada danes tudi sama samokritično priznala, pritisnili na večjo vladno fleksibilnost, kreativnost, hitrost tudi v njenem odločanju in servisu v odnosu do nas in pa k oblikovanju posebne tudi finančne razvojne sheme za še en tak boost, še en pospešek našemu razvoju, ki je v interesu celotne Slovenije brez dvoma. Srečno. Hvala Hvala. lepa. Pregled